Moram še to povedati, kakšen način pa režim dela je bil takrat v teh centralah. Kar se tiče čistoče, je bilo izredno strogo, ni smelo biti nikjer nobenega prahu. Same centrale so bili večinoma, tla so bila obložena z linoleji, so se mazala, da se ni prah dvigal, tudi čiščenje same centrale. Tudi sam način dela z aparaturami je bil zelo strog. Lahko povem eno prigodo. Eden od teh vzdrževalcev, mehanikov, ki je bil zelo strasten kadilec, je šel s cigareto v samo centralo in seveda delal na napravah in kadil. Dim se je normalno, da se je kadilo tudi v samo napravo. In ne bodi ga treba, pride inšpektor, on to vidi, ne reče nič, gre v drug prostor, vzame cigareto, seveda to njegovo od tega vzdrževalca, jo prižge, pride do njega in začne ta dim puhati njemu v obraz. Seveda ta vzdrževalec začuden, zakaj pa to, in ga vpraša, kaj pa delam narobe. Je prav, kaj misliš? In potem mu pride na pamet, da to se ne dela, in potem ga lepo opozori, prav, vidiš tako, to se ne dela, danes ti bo to oproščeno, ampak naslednjič sledijo sankcije. To hočem povedati zato, kako je bil strog ta režim v samih centralah, da je bilo res treba paziti na čistočo. Stalno se je bilo pa treba tudi izobraževati. Seminariji so sledili skoraj na vsake 3 mesece, je bilo nekaj novega, in tako se je tudi proti koncu mojega službovanja, to se pravi že tam v letu pred 2000, sem šel tudi na tečaj računalništva, oziroma, ker so prišle nove centrale, tipa Metakonta, ki so bile računalniško vodene. Je bilo tudi to jabolko je bilo treba zagristi, čeprav so bile že leta, ko si enkrat čez 50 star, ti že sive celice niso več tako poravnane, kot bi morali biti. Tako da sva se oba dva s predavateljem namučila, da je bilo obema vroče, sicer meni bolj kot njemu, ampak stvar je uspela, tako da sem tudi na koncu tudi to obvladal. In če danes pogledam sam razvoj te telefonije, si skoraj ne more človek misliti, da v slabih 50 letih takšen skok, kot je bil narejen v vsej tehniki, taki ali drugačni, da je to skoraj nepojemljivo. Lahko še povem eno dosti, bi rekel, skoraj tragično zgodbo enega naših zunanjih monterjev. To je bilo, zdaj v katerem letu se ne spomnim več, v začetku mojega dela. V zimi je bil globok sneg in ta monter je bil zadolžen za vzdrževanje teh zračnih telefonskih linij od Jesenic do Rateč. In njega ni bila ena od teh linij pretrgana. Monter je šel po železnici, po tirih, gledal v te žice navzgor, snega je bilo veliko, vlak, ki je vozil, se praktično ni slišal in ta vlak je pripeljal za njemu med Mojstrano in Hrušico, ga je enostavno povozil. On seveda je bil v tem zimskem plašču še s kapuco pokrit in ga ni slišal, vlakovodja ga ni videl.
Seveda, saj takrat brzina teh vlakov ni bila, ne vem kakšna, 30 do 40 km/h. Ne. In ta lokomotiva je tega monterja zagrabila za plašč in ga vlekla s seboj. Je bil pa pod lokomotivo v takem položaju, da ga je kurjač, ki je nalagal premog v peč, v tistem presledku med vagončkom z premogom in lokomotivo opazil neko gmoto in poklical tega strojevodjo, prav, kaj pa je to, in gledata, in prav, pa to je človek, ne. Zagrabila za ta plašč in izvlekla in sta dobila tega monterja, ki ga je vlak vlekel za sabo, živega, samo z nekaj praskami po obrazu in po rokah. Seveda, odpeljali so ga takoj v bolnico na Jesenice. On bi moral sicer tam ostati, ampak tak, kot je bil, on mora za napakan, ne, in on je šel še drug dan, je že bil spet v službi, kot da se ni nič zgodilo.